Imamo qualche stella. V komendi že tudi dviga. Na tele Veseljako že lepo pozdravljava Rafael Granci in Franci Pedrnet. Kliko za SP iz Križa, Euroconde Okran, Pekarna Duflica, Kmetijski center Lahkovenda, Kamniške Novice Kamnik, Kamniški klub Komenda, Radi Veseljak Ljubljana, Publikus Deo Kamnik, Fotorepanšcije, Zavarovalnica Triglav D.D., Gorenc Igor SP, Kmetijski stroj Crkve, Inter Export Ljubljana, Suma projekt DOO in Žurbiti tudi v tako veliki meri kreditev kot vsem komendi. Sponzorstvo pa so prispevali še Mija, Marija Piskar SP, Motih, Sadni Vrta, Ravnikar Franci, Bar Plus DOO, Cona B, Tesarstvo in Krojstvo Števe, Igor SP, Elektroinštalacije, Virko, Alena, Martin Ambrož SP, Arba Plus DOO, Preša DOO, Crkve, Transport Trojc DOO iz Komende, Cica DOO, tehnični pregledi Kamnik, Egrozor.
723-002-0. Torej, teh Max 5. Dame in dragi gospodje, čudovit dan se nam je pripravil in verjamem, da boste uživali ob tekle zgodovinske priložnosti in sicer akcijo električnega orodja Makita. Dovai, mladi, kasneje se sprošajo poštivke, prav? Hvala. Pozdravljamo vse tiste, ki ste prišli, vse tiste razstavljavce, ki so prišli iz tujine. Drugega programa Živo glasbo seveda se bo pričel tam nekje okrog 13-14 ure, od približno 17 ure naprej, se pravi od 5 naprej, pa seveda 10. Vas bo pozdravilo. 11.30 je predvidoma šihanje traktorjev. Ob 12. pa pokučno zanimivost v zvezi s tem je petimi lepoci, ki so že nekateri pravzaprav čestitili starosti. Ob 14. se bo pričela spletnostna vožnja in razdi od bandom Gašperjem in humoristom v Šotoru, ter pa seveda poskrbeli tudi za ustrezno gostinsko ponudbo. Budite pozorni, prejeli ste vrečko z vsebino, mislim, da kar nekaj gradiva. Med tem gradivom ste prejeli tudi bon za malico. Dobro pogledajte v vrečke in si spravite bon za ne izpadejo, oziroma da jih imate za božike, da bo potem res dober kek. Pa še naprej trendno počutim. Skoraj Ljubljana za širšo okolico, parcela Gorenjska, a proti notranjski strani tam je zadnji pridobitev Radio Veseljak seveda nekaj mesecev nas pišijo tudi v Celju. Torej, Radio Veseljak nekaj mesecev v Celju in izvedemo radio od 20 do 22 vsak dan tudi večerni program. Do vsakega se bo nekaj našlo, jaz pa da se povrnim pravzaprav vsem tukaj v Komedi, želim prijeten dan in pogleda se tudi kaj večerni. Hvala lepo.
ima to. Vrtiči. To nabije maso. Kaj pa je? Za laufat, za pa delati ura. Gremo za fotograf krslik. Taskalo nie mogę, bo na szatę jem, wiesz? Živeni si narodi, ki hrepeni dočakat dan, da kodr sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrakle sosed bo mejak. Prost bo vsak, ne vrakle sosed bo, ne vrakle sosed bo mejak. Pozdravljeni, ljubitelji stare kmetijske mehanizacije, ljubitelji in vzdrževalci stare kmetijske mehanizacije, ljubitelji druženja in pogovorov, ljubitelji starega in modernega, ljubitelji aktivnega druženja, ljubitelji narodne glasbe in vsi, ki podpirate prireditev in s tem organizatorja. Zahvaljujem se vsem sodelavcem v klubu Stari traktor, vsem za spodbudo med organizacijo, vsem sponzorjem, ki ste verjeli v nas in nam omogočili finančno garancijo, vsem za pomoč pri realizaciji prireditve, gospodu Lahu in konjeniškemu klubu, vsem iz turističnega društva za soorganizacijo, vsem iz gostinskega dela in gospodu Korbar Srečotu, vsem iz društva prostovoljcev, vsem iz društva postavljalci mlajev za lep mlaj, ki nam stoji na prireditvi, in vsem svetnikom iz občine Komenda ter gospodu županu. Želim pa vsem lepo vreme, lepo vožnjo po občini Komenda, lepo vzdušje, obujanje lepih spominov ob starih strojih in da bi lepo preživeli dan, katerega se bi spominjali in udeležili ponovno ob naslednji priložnosti. Hvala.
Dobro. Jaz čestitam vsem organizatorjem, udeležencem, pa še sam sebi, ker sem šel skupaj z bratom tudi že med oldtimerje prejšnji teden. Kot do zdaj. Ja, 50 let pa so oldtimer, a ne? Dobro. Bom bolj kratka danes, ker me navesta že gor čaka, kako je župana. Sem rekel, boš malo počakala, da so tam imeli delcajt, da boš delcajt svobodo užival. In očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Molimo, Gospod Bog, zatekamo se k Tebi in Te prosimo, blagoslovi ta vozila, da nam brez škode služijo pri delu in razvedrilu. Pomagaj nam, da z vožnjo ne bomo postavljali na varno sebe in drugih, da bomo obzirni do vseh, da bomo vedno pripravljeni ljudem pomagati in bomo tako Tvoje priče vedno in posod po Kristusu našem Gospodu. Amen. Da bo šla pa z narodno nošo kemo okoli traktorjev, pa da so novi prometni predpisi, tistega bojo po predpisih vozil, kar prehtevajte po levo stran naprej. Ok, Bog veživ. Tole pa še za organizatorje, da se spomnim, kdaj sem jaz prišel med oldtimerje. Zdaj pa vidim tam, da so nekateri tudi s harmonika prišli, odlično, družbe za dost. Lastniki starodobnikov. Avfate, zakurbljate, poženite svoj. Čaka nas več kot lepo doživetje v današnjem dnevu. Tam po drugem. To ni tvoje, to je vzela šipka, veš. Andrei Mecher. Teraz ma zwiezda! Siła! Siła!
številka 17 ima seboj Podolček. Številka 105. Normalno registriran, normalno se vozi, lastnik je lahko ponosen, ravno tako. In še en fičko, 110 številka. Torej nekako čez približno uro pričakujemo, da se površa vrne. In bomo o teh starodobnih povedali še besedo več.
odlična predstava za oči, naša za oči, torej toliko lepih lepotcev, povrstnih imate malo, priložnosti za videti v številka 98, številka 98. Tole je pa dostava. Ne vem, a smo pri koncu nekako. Ja, zdaj, jaz sem predstavil še zastnika tega posebneža Jure Brlot, Menkeški Hreščak po domače. Jure, da nisem nekaj povedal tega avta na hitro. Ja, ta avto je bil kupljen, da bi porabo vozil turiste, potem to ni šlo, ker je bila predraga marka, se je vrnil tam in smo ga zastekli, potem vozil s njemo mleko. Vodil je bil kukar štabni avto za kmečki komenski pult, ker smo zemljo urali tam negor na Alpemonskem. No, zdaj ga je pa moj sin obnovil, spet, da bo pa za njegov namen, se pravi za družabnost in za reklamo. Jure, hvala, dobrodošli, dobrodošli, Jure, srečno. Hvala lepa, ko ste ga obnavljali, ste se gotovo zgledovali po Space Shuttle, takole od spredaj, kaj? Vse to zmeni v redu. Torej, tekmovalec številka 1 na štartu, pa poglejmo. En komentar, kako napreduje prvi tekmovalec po vašem? Mislim, da tole ne bo slučaj. Ja, jaz mislim, da res ne bo. In številka 8 je štartana, približuje se luknji, kot temu rečemo, in poglejte ga. Joj, odlično. Ja, ne vem, če je odlično. Gospod... A dokle zdravljeni vi rabite? Zase je za traktor? A resno? Malce za šalo, malce za res? No, ne vem, sodniki, če so odločili, a se približa tekmovalec štartni črti. Kaj to štartne črte, prosim? Stop! In na znak sodnikov. Kar na glas razmišljajte. Če večkrat. Dobro. Mislite, da je to dokončno odločitev? Dokončno. Mislite, da bo tesno ali boste podarili še količek? Hoče bo še količek. Kateri? Jesen. Pa poglejmo. Sodniki, gledajte, kaj se dogaja tole. Tekmovalec je štartal številka 4. Kaj tekmovati? Ja. No, mi pa se sedimo tole na vago. Tekmovalec, ki se ni najbolje odrezal, tamle skozi luknjo. Poglejmo, kako se bo odrezal na vagi. Poglejmo, kako se bo odrezal na vagi. Tale buldog, starodobnik številka 8 z občutkom, je zapeljal na vago. Zdaj pa išče ravnotežje. Tale traktor mora biti precej visoko težišče. Da se malce tudi z telesom regulirati. Čas je seveda omejen. Poglejte! Se kaj spoznate na kulinarce? Takole, in številka 15 je štartala, počasi se približuje vagi. Poglejte, s prvimi kolesi je zapeljal na vago. Počasi, da ne bo prepozno, boste če zapeljal. Menim, da je previdnost tukaj zelo na mestu. Tekmovalec je previden, počasi napreduje po vagi navzgor, milimeter po milimeter. A si lahko predstavljate, s takim traktorjem milimeter, poglejte ga. Poglejte ga. Odlično, en aplauz, prosim. En aplauz, prosim, zelo dobro. Jaz bi še nekaj upozoril, pojavila se je težava pri prihodu na tekmovanje gor na prvo preizkušnjo. Počasi se približuje vagi in ravno ko bo zapeljal na vago s prvimi kolesi, joj, malce v eno stran, počasi napreduje po vagi navzgor. Vaga počasi se preveša na drugo stran, voznik dober. Hvala, amiga.
malce več občutka, Karina. Ja, tako. Menim, da tale pljuka zadaj povzroča probleme. Niti ne, pljuk je dobra regulacija. Dobi, večkrat se še pridruži. Vse bo šlo. Evo. Odlično, en aplauz, prosim. Igra. Bomo šli še malce pogled, potem kasneje. Tudi je številka 100, Vintner, kako ste, dober dan? Dober dan, zelo v redu. Samo malo smo priletli. Imam nekaj vroče? Tudi tako kapo, kaj jaz, pogledajte, ne bude zažgati. Če je pa mislim dobro. Ja, morate koga lepo pogledati, veste, te so dekleta, ki to letalajo. Če prav pogledate, dobite dve, jaz imam dve. Ja, ne, kako mimo grede. Povejte mi, ste že bili na takvi vagi? Lahko ima malce težav. In štart, pogledajte. Štart počasno je zapeljal na vago. Z veliko gotovostjo bomo kmalu videli, če je to upravičeno, je zapeljal na vago. Ravno kar se bo prevesil naprej, pa pogledamo, če bo to res. Pri tem traktoru je težko oceniti, kje je težišče pravzaprav, ne? Težišče je pa bistvenega pomena, kot smo že ugotovili, oziroma kot povedali sodniki sami. Poglejte ga in dela z občutkom. Mislim, da bo to odličen rezultat. Menim, da bo to odličen rezultat. Gospod sodnik. Bomo zdaj le videli čez nekaj trenutkov, če jih imajo res. In štartala je, približuje se vagi. Ja, maha svojemu izvoljencu. Zapeljala na vago, torej številka 30. Malce treme, ampak pogledajte, kako previdno pelje. Morda ne bo treba niti popravljati svojo lego na vagi. Poglejte jo, res ima občutek. Torej drži tisto, ko pravijo, da imajo ženske boljše občutke, sploh v rokah. Poglejte jo! Odlično! Zelo odlično, ena med boljšimi. Če ne bi šel biti. Tekmovalec, ki je na vagi, Murska Sobota piše na traktorju. Murska Sobota malce težav ima, poglejte ga.
Franco Požarina, to je starodobna številka 107, kljub Stara Gora Štajer 180 letih 52, taj pa starejši kaj jaz. Občutki še kar v redu in vidim, da rezultat je kar v redu. Rezultat bo kar v redu, ja. Hvala lepo za komentar. Poglejmo, kako se odnesejo tekmovalci. Poglejmo videli, kako bo zapeljal skozi luknje. Poglejmo, desna, leva, menim, da je luknja prevelika. Kaj pravite, gospod Kodek? 12. Nekaj je dobro odlično imel 12 metrov. To je odličen rezultat. Čestitam, gospod traktorist, dobro ste se odrezali. Poglejmo. Gospod sodnik, je to bil zadnji tekmovalec školnik? Enkrat zadnji, kako se je odnesel? Meni je pobravo in to je dokončna. Mislim, da ne bo. Aha, odkud prihajate? Stari gore. Isto Perardovi skole. Odlično, čisto z drugega konca naše lepe Slovenije. Kako se počutite tole? Zelo lepo vreme in društvo me uvaja. Prijazni ljudje, lepo vreme in ta prava atmosfera, kot temu rečete. Torej, vse je pripravljeno. Vidite, lahko štarta tekmovalec, gospod Sotokete, ko številka 108 bo zapeljal skozi tale dva količka. Ali se je pravilno odločil ali ne, ne vemo, bo tekmo nago pelje naslednji tekmovalec. Mi pa pogledamo, kako se bo odrezal. Eno, kljub temu, da če steče nervoza, nič ne pomaga, prej škoduje, kot pa pomaga, seveda. Poglejmo ga. Zato desno! Dan videti. In verjamem, da bo tako vse tja do poznih večernih ur. Naj vam povem, zdaj vas zabavajo prvi gostje Radia Veseljak, ene najbolj poslušanih radijskih postaj. Od 17. ure naprej bodo z nami Gašperi. Torej, veselica tja do poznih večernih ur, tekmovalcu številka 5 pa nekako ne rata in menim, da je čas potekel. Je tako, gospodje sodniki? Čas je žal potekel, čeprav si voznik zelo prizadeva, ampak vsak šport ima svoje parte. Tudi moški znamo biti včasih nežni in to bo pokazal tale tekmovalec. Joj, malo je manjkalo, čisto malo. Tako je, čestitam, čestitke traktoristu. Nervoza se nikoli ne splača. Za traktorjem pa še najmanj. Ker je, ko zapelješ na vago, lahko to usodno, številka 21, lepotec, prav poseben lepotec, nekaj poseben. Ja, podko smo toplo oblikovali na kopito, prebili smo... Trenutek, ja, še ena. In nedvomno bo tekmo naredila še bo nogah. Pred predstavnico nežnejšega spola pa še tekmovalec, starodobnik številka 46, ki bo ravno kar zapeljal na vago. Odlično, začetek je zelo dober. Zdaj pa poglejmo, poodločajo milimetri, kako se bo izkazal voznik tega lepotca. To je Zeto 4718, eden od traktorjev, ki je bil v bivši skupni državi dokaj pogost traktor. Zdaj se ga pa bolj malo vidi, menda, vsaj tako pravijo. Poglejmo, zdaj li odločajo milimetri, medtem pa se pripravlja na štartu. Malce nervozno. Medtem ko bo 19. zapeljala na vago, mi poglejmo tule, med te dva količka. Tole pa ne bo ravno dober rezultat. 36, 26, številka 15, rezultat še kar vendar ne med najboljšimi. Mi pa poglejmo, kako tole na vagi, poglejte ga, tam bo dober rezultat. Tole bo dober rezultat. Kakšno klobaso več bi morali pojesti, kakšno klobaso več pa bi šlo. Šel prej na malco bi bilo lažji. Podpredsednik se je izprošil pri govorjenju, zato je to. Podpredsednik je vso energijo porabil za govorjenje. Ja, gospod podpredsednik, ampak je vztrajen, poglejte, zelo dobro mu gre.
malo še manjka, vsak milimeter. In čas po poteku, hvala lepa. Polno. Hvala lepa, odličen nastop Fergusona, pa vase, pa poglejmo, če je upravičeno. Tole je bilo pa prav pomladeniško, burno, eksplozivno, to se nikoli dobro ne obnese. A je tako, gospodična? Bolj se obnese bolj tak pristop, malo nežnejši, ne? Takole, a pa vendar ne menim, da rezultat bo kar v redu, pa pogledamo. Ja, malo še manjka. Smo izkušen, da stane nervoza in ga ne bomo umiriti. Kakšna klobasa premalje prejmeta? Prijetno, ali pa preveč bomo krivo napravljena dekleta. A menite, da ima preveč dela z okolico? To seveda. A to je težava. Bi mogli dati flašnike gor, kaj? Mi smo rekli Flintwich za temo, ne? Pripravljen voznik številka 18. Številka 60, sodnik izgubili štart. Številka 62. Če znaš toliko, da bi te rad pomalo. Da greš ti z mano. Ti vodo. Razpadila po 5 uri. Če so se igre. Poglejte, izmed konkurence sedaj se ne bo pokazalo, če so njihova grla suha ali so mokra. Ja. Poglejte, kako se fantje znajdejo. Poglejte jih. Ampak to je prehudo. To je prehudo. Ja, fantje, tole bo treba malce paziti, ja. Malce paziti. Dvojka se je izvrstno pokazala v urejanju prometa, ko ste prihajali tu. Verjetno ne grejo skupaj, da bi pospel držanka. No, jaz vam želim veliko uspeha pri tem delu. Ja, poglejte, še nekdo bo šel na vago. To je pa slavni Fiat 1100, če se ne motim. A je to Fiat 1100, če sem si prav zapomnil. 1100, ki je pravzaprav oldtimer. Ja, Fiat 1100. Oldtimer, po mojem, ima tale avto okrog 40 let. Poglejte ga, poglejte ga, poglejte ga! Odlično! Odlično, zelo dobro. Očitno se gospod spozna na vage. Gospod se spozna na vage. Zelo dobro. Žena ga kontrolira, zato je to uspešno prav nagovor. Aha, on pa brez žene ne more. Večina so nervozni, ja? Sam malo. Zdaj ga poriva? Ja.
Pa kličem tiste, ki jih seveda vsi pričakujete. Gašperji! Ja, poglejmo, kako se bodo gosti iz Slovenije obnesli.